to je mlad moški. Kdo ste vi? To je smisel medletiško, sem narobe naredila, jaz si tako vedel, se nekaj narobe naredila. Moja otroka ste naučil špinače jesti. Jaz rečem, ja, ni v redu, ne? Ker je pač poskušal, pa je hotel biti izključen iz tega, pa to. Pa prav, ampak to, mislim, jaz smo bučko doma jesti. Ker je vsaj dobil za domov 2 bučki, ker smo dobili pa donacijo od Slovenije, tono pa pol bučko enemu mesecu, ker je pač to delali. In smo nisem vedeli, kam tiste bučke vse tlačati, kompote, kuhali vse. In smo dali vsak otroku domov recept in 2 bučki. In seveda, ker je otrok prišel domov, je ta direktor ene firme mogel bučke svojim sinom narediti in jih seveda tudi pojesti. Rekel, v življenju nisem jedel bučke. Tako da v bistvu je ta neka hiter prenos nekega vedenja, znanja v skupnosti se da pač lahko zgodi preko hrane. Kakršnekoli zdaj oblike. No, tako da ta tle je res zabavno, je pa tudi grozljivo. Moram reči, da ranljive skupine ne znajo sodelovati med sabo. Eden vzame vse, čeprav ve, da so za njim še drugi, ne bo počakal, da bi si razdelili. Ta zadeva je kar tako bom rekla, iščemo, kako bi to rešili, da bi ta kolegialnost med njimi bila boljša. Tako da zdaj smo bili začeli malo evidence zbirati, kdo kuha doma, kdo bi kaj, ker drugače en vzame 3 vrečke, pa vzame ven tisto, kar mu všeč, pa za vogalo pusti. Tako da tle smo zdaj na te, da pač zelo pazimo in smo tudi zelo strogi. Ja, se je treba biti, meje je treba postaviti. Tako, to, kot da veste, kaj lahko sem pride. Ja, pa tukaj imamo že nekoga, ki je žur praznoval, tako da smo zelo zainteresirani za zasebne zabave. Zato, ker s tem, kar vi date, mi pokrivamo neke stroške. Imate tukaj pravila, ki si jih sami postavite. Edino 18. rojstnega dneva ne pustimo tle praznovati, da se bojimo, da bi v prehodek žurim, da bi Janković ponoril. Tako da v bistvu bolj umirjene žure, od 30 na gor. Seveda je tukaj kuhna, se lahko uporablja, lahko se naroči hrana pri nas, lahko je vrt, lahko je pač karkoli si nekdo zaželi. Tako v tem smislu povem še. Če imate kakšne take, Lastniku, občina. Občina je pa lastnica. No, super. Jaz bom še Kimi našim omenila, ker ona, vem, da je parkrat iskala po Ljubljani, ima pa tudi te tečaje kuharske pa tako naprej in mislim, da se da kaj. Jaz se pa lahko priglastim, da konc tedna, konc meseca pravzaprav gre moja knjiga, ki se imenuje Kuhinja revežev. Lepo. Evo, zdaj imate tle to, jaz bomo knjižnica naredili vseh knjig, ki so se tukaj predstavili, do zdaj se je ena, Okupateljeva hči je bila že tle, tik pred novim letom, ki je bil bazar, in moram reči, da je bilo vzdušje zanimivo, zato, ker je bil tle veliko teh ljudi, ki so potem po tej second hand in potem je bilo veliko ljudi, ampak je bil pa čisto časno še nekaj drugega, tako da zdaj bo to malo. Mi dve danes malo manj strogi po scenariju, tako da vseeno spoštovani, pa cenjena Svetlana, vsekakor dobrodošli. Par uvodnih besed, samo toliko, da pač prebijem led. Živimo seveda v negotovih časih in vsak dan znova nas kaj spravi v nelagodje, nejevoljo, vojne, nemiri in vse ostalo, kar nas obkroža. Za nameček imamo pa še volitve na dnevnem redu in vsekakor niso to pot običajen volilni cirkus in ne odločamo se zgolj in samo med volilnimi programi, ampak je v igri marsikaj drugega. O tem vsem bova razpravljali s gospo Svetlano v nadaljevanju, tako da ne bom prav dost napletala tu. Verjetno mi tudi ni posebej potrebno predstavljati gospe Svetlane na hitro. Antropologinja, klasična filologinja, publicistka, predvsem pa ena najprodornejših intelektualka in pisateljica seveda, oziroma pisateljica, tako najprodornejših publicistk, ki s svojim raziskovalnim delom, eseji in seveda javnim angažmajem že desetletja razgalja in mehanizme oblasti in ideologije in tudi kulturne manipulacije. Tako da ta knjiga ima zveneč naslov in kljub temu, da morda utegne zbost koga, ne gre za politični pamflet, daleč od tega.
In tudi ne gre za knjigo, ki jo beremo ob kavici, ne? Tako da se majčkeno razvedrimo. Vsebina je bistveno težja in tudi ni zbirka gesel, je dokument in v bistvu, kako naj rečem, fotografija skozi besedo nekega obdobja, ki si ga moramo še kako dobro zapomniti. Tako da, če sem že omenila naslov, mogoče bi bilo najbolje, da začneva kar z naslovom, ne? Ker ta najbolj v bistvu udari vsakega, ki pogleda knjigo, nekoga negativno, nekoga pozitivno. Pa vam dam besedo. Ideja je bila, da udari. Tako. Kogarkoli. Ne. Namreč Zoper desnico ni slogan, ne parola, to je pa sklep, ki izhaja iz mojih raziskovanj, ki so se začela veliko, veliko prej. Jaz sem prvo svojo raziskavo o javnem diskurzu in o sovražnem govoru objavila leta 1989, čeprav so deli šli že prej, in se nanašala na rubriko, ki so jo odprli v Beogradski politiki, ki je najbolj ugleden dnevnik bil, že dolgo časa ni več, in se je ta kolumna oziroma ta stran se imenovala Odjeci i reagovanja. In to je bil prost prostor za nacionaliste, za debile vseh sort, za sovraštvo, za sovražni govor. In jaz sem obdelala samo prvih 6 mesecev, v katerih se je sovražni govor oblikoval tako, da so prvi na seznamu so bili Slovenci, potem so prišli Albanci in pa tretji so bili Hrvati. In pa pri Hrvatih je bilo jasno, da gre za pripravo vojne. Ni bilo nobenega dvoma več. In jaz sem analizirala ta material tako, da sem statistično razporedila, potem pa sem analizirala čisto, bi rekli, popolnoma hladne krvi, brez kakšnega koli emotivnega odnosa ali pa kritike, samo iznesla sem osnovne karakteristike tega in pri tem modelu še danes nekako stojim, in to je, da je osnovna karakteristika sovražnega govora nepismenost. To je osnovno. In ko ni slovnice, potem pa ni pameti. In to je konec, ker slovnica, katerakoli, jaz seveda preferiram grško in latinsko, ampak vsaka slovnica v naših možganih naredi začne določene procese. Nevroni se obnašajo drugače, po določenih pravilih, ki potem omogočajo nove povezave nevronov. To je ključno in to pač tisti nevrologi se s tem ukvarjajo, to ni moje odkritje, jaz nimam nobene zveze s tem, ampak je res, da je slovnica neka struktura, postane možganska struktura, v katero se vpisujejo na različnih koncih, različni dotiki, različne povezave in pravzaprav zveni banalno, ampak je res, naši možgani delujejo kot internet. Samo da se tega ne zavedamo in nismo dovolj pametni, da bi internet vzeli v svoje roke in ga kontrolirali. Še ne. No, to je bil začetek in po tej študiji sem potem, takrat sem se občutila strokovno usposobljena, da se ukvarjam s sovražnim govorom. In potem je prišla tista sprememba, zdaj govorimo o svoji zgodovini, pravzaprav to je zgodovina tega raziskovanja in spoznanja, kaj sovražni govor je. In potem sem se morala v nekem trenutku, in to je bil prav konec 80-ih, začetek 90-ih, osvoboditi ene teorije, enega teoretičnega pristopa, ki je bil izjemno pomemben in posebej pomemben za nas v socializmu. Namreč mi smo, moja šola, moja generacija, ki se ukvarjala s književnostjo, začeli brati predvsem ruske teoretike in potem pa še Umberta Eka, pa še francoski teoretski feminizem in tako naprej. In smo prišli do tega, da biografija pisatelja pač ni ključna za njegovo delo. In kot veste, je v socializmu ključna zadeva bila to. Biografija pisatelja je bila zelo, zelo pomembna. In avtor je lahko
na osnovi biografije šel v zapor. Torej, na sodiščih za verbalni delikt, za tisti neslavni člen 133, smo na sodiščih, naši odvetniki, naši prijatelji, zastopali to tezo, vsakič, ko bi nek književnik bil obtožen, da je recimo zmerjal Tita. In to je bila ideja pokazati, da avtor nima zveze s svojim delom. In to je bilo duhovito, uspešno, nekateri sodniki so tudi nasedli, bi rekla. In pa po letu 83 pravzaprav ni več bilo teh procesov, ker so se razpadli, so se na sodišču enostavno. Ni več bilo smisla. Ampak, kar kakšno, ne več kot 1 leto pozneje, smo svojo teorijo morali pogoltniti. Kar naenkrat bili soočeni s pisatelji, ki so pisali v odkritem nacionalističnem diskurzu. Nacionalistični diskurs ne more obstajati, če ne obstaja sovražnik. Torej je po definiciji sovražni govor, nimamo kaj. Ne? Nacionalizem je sovražen. In pa smo morali kar naenkrat povezati avtorja in tekst. In se malo s pepelom prekriti in pa zastopati na novo teorijo, da ja, tekst in avtor sta povezani. Seveda potem pa pride tudi to, da iz biografije pač najdeš kakšno zadevo, ki je zelo pomembna za sovražni govor. Ampak to zelo dinamično obdobje, ki je bilo predvsem totalno razočaranje v moč teorije, odkrito priznam, sem morala premisliti vse, kar sem si kot raziskovalec jezika in književnosti do takrat mislila, in seveda to raziskovanje sovražnega govora v dnevniku Politika je zame bilo ključno, potem je to bila tista tranzicija, bi rekli. Sem šla naprej z novim znanjem. In pa leta 2022 je šla moja knjiga tukaj v Sloveniji, ki se imenuje Grožnje in strah o sovražnem govoru v slovenski politiki, kjer sem analizirala sovražni govor predvsem v medijih, Janševih medijih, Nova revija, Demokracija, TV. So pač bili, ja. Ja, ki so bili v polnem cvetenju, bi rekli, ker so imeli ogromno denarja iz Madžarske. Ne? In te poti denarja seveda jaz nisem mogla strokovno obdelati, ker nimam dovolj. Nisem imela dovolj podatkov. Ja. Ne bi si mislila Nova TV, ne Nova revija. Ja. Okay. Podzavest. Podzavest deluje. Namreč v Novi reviji so leta 1993 pokojni sociolog Mišo Jezernik je napisal, da sem jaz dekle z Balkana, ki se ne zna obnašati v hiši drugega, in pa še, da sem kot dekle z Balkana, da nisem homo sapiens, ampak samo homo erectus. In to je objavljeno v Novi reviji. Verjamete? Torej, ja, seveda moja napaka, podzavest. Torej, v tej knjigi sem jaz nekako izdelala tisto, kar sem delala v politiki, sem zdaj nekako organizirala kot sistem. In v tem sistemu sem probala narediti neko tipologijo, neke postopke, ki sem jih uspela prebrati, ki so seveda novi. Predvsem pa je to vpliv Goebbelsove teorije reklame. Tako jaz to imenujem. Namreč, ko so Goebbelsova pisma objavljena takoj po vojni v Ameriki, takoj so jih našli in objavili takoj, to je pravzaprav osnova celotnega ameriškega advertising sistema. Ameriška reklama, ki jo seveda vsi imitiramo, najlepša hvala, je direktno pač narejena po Goebbelsovem modelu. Goebbelsov model pa po sebi, mi seveda z določeno rezervo pač gledamo to zadevo, ne? To Goebbelsovo propagando. In smo polni gnušanja, ko to gledamo.
Ni prijetno se s tem ukvarjati, seveda ne. Ampak, kot sem enkrat napisala v letu 87, pač raziskovanje sovražnega govora pomeni, oziroma vse te folklore, vsega tega, kar je okrog nacionalizma in šovinizma, je tako, da ko bi dal glavo v kanto za smeti. To je ta postopek. Torej, ko daš glavo v kanto za smeti Goebbelsovega govora, prideš do hipoteze, ki jo moram še obdelati in ne vem, če bom uspela v svojem življenju, ampak bi rada, da Goebbels je bil dijak klasične gimnazije. In je poznal, kakorkoli je poznal grščino in latinščino in antično retoriko. In moja hipoteza je, za zdaj imam nekaj argumentov, ampak bi morala veliko, veliko več temu dodati. On je iz antične retorike izkoriščal, seveda to so pravila, kaj govornik sme, kaj ne sme, kako biti uspešen, vse je napisano v antičnih retorikah. Te retorične šole danes so karkoli. Nima nobene zveze s to retoriko, ampak med drugimi, v vseh antičnih retorikah, ki jih poznamo, ni jih veliko, ampak Quintilianova je najbolj znana in najbolj razširjena in ena anonimna, posvečena nekemu Hereniju, je tudi zelo dobra. Torej, povsod so napake navedene, pojasnjene, zelo dobro pojasnjene na ta način, da ne moreš nikako narediti te napake, če se naučiš. Torej, jaz sem prepričana, da je Goebbels iz antične retorike vzel napake in na osnovi teh napak naredil svojo propagando. In je dodal tisto, kar dobesedno piše v antičnih retorikah, nikoli ne ponavljati preveč. In on to prevedel, to ponavljaj do smrti. In na ta način je izkoriščal te napake in je delal propagando. In pravzaprav mi živimo ne samo v tej negativni Goebbelsovski direktni propagandi sovraštva in ostalega, ampak ko gledamo televizijo in beremo reklame, pravzaprav pogoltnemo to isto. Samo v manjših dozah in posladkano. Tako da, ko sem to knjigo končala, sem imela model in nisem insistirala na materialu, ker bralcem, tega se popolnoma zavedam, bralcem je ogabno to branje. In če se spomnite, obstaja en psihološki postopek, ki mislim, da je bil genijalen, nekaj let nazaj, so objavljali, posebej v Ljubljani, plakate, na katerih so bile izjave ljudi v tistih komentarjih na Nova 24. In ljudje so se potem javno opravičevali. Je bilo nerodno. Torej, to je metod, ki smo ga pozabili, ampak je zelo efikasen. Torej, sem imela to knjigo, ta svoj učbenik, če hočete, ki ni bil posebej popularen, ampak dobro razumem. In smo imeli situacijo, v kateri je na dan po volitvah 22. leta se je začela predvolilna kampanja desnice. Isti dan, ne jutri, isti dan. Se spomnite Janševe izjave po volitvah, seveda volitve so bile ukradene in vse ostalo. Se začne s tem. Torej, in pa sem kar naenkrat imela material, sem imela svojo knjigo, model dela in pa material, ki je samo, to je bila poplava je bila, od 4 leta, brez konca, lažne afere, skrivanje pravih afer in tako naprej in tako naprej. In sem na to reagirala tako, da sem enostavno zapisovala. Zapisovala to, kar mislim v tem trenutku. Torej prava kronika, če hočete, ne? Ki ni raziskovalno delo. Raziskovalno delo je bilo predtem, ki pač poskuša ta model, ki sem ga zase, za svoje raziskovanje ustvarila, pač po tem modelu deluje, oziroma klasificiram, se opredeljujem, izbiram, kaj bom vzela kot temo in tako naprej. In tako 4 leta. In sem se ustavila konec 25. leta, kar je ta zadeva, ta predvolilna kampanja od novega leta naprej postala popolnoma histerična.
tako da je skoraj nemogoče komentirati, oziroma komentiram, ampak to ni za to knjigo. Morda bo v prihodnosti nekaj. Torej, to je, če hočete, zgodovina te knjige, ki je pred vami. In pa, čeprav Tjaša pravi, da ni za kavo, jaz mislim, da je za kavo. Ker, veste, ko odpremo medije zjutraj, ne, kje je padla bomba, koliko ljudi mrtvih in ostalo, ni več kave. Ni več kave kot užitka, ampak je kava nekakšen, začnemo aktivno, bi rekli, ne v negativnem pomenu. In ta kavni aktivizem, potem pa tu pade tudi ta knjiga, torej je za jutranjo kavo. No, bom spremenila termin, oziroma besedno zvezo ni knjiga za na plažo. No? To je tudi vprašanje. Če ste na plaži, pa gledate, če bo kakšen dron doletel. Kako pa komentirate v bistvu naslov knjige je jasen, kot so že poudarili, zbode, ampak zbode do te mere, ne, da če bi pisalo samo medvolilna kronika, ne, bi bila tale knjiga zdaj v vseh knjižnicah izpostavljena in pisalo bi nova knjiga Svetlane Slapšak in predstavitve bi se vrstile zdajle po knjižnicah, ker pa piše zoper desnico, ne, smo bili pa pač preprosto zavrnjeni, ko so videli, za kakšen naslov gre, in to z obrazložitvijo, da pač v predvolilnem času se ne smejo opredeljevati za eno ali drugo stran, ker so pač naslov razumeli na ta način. Kako to komentirate? Kako je sploh možno, da v bistvu zamenjujejo tisti, ki ne bi skrbeli za to, kakšno čtivo mi vendarle dobimo v roke, ne vsakega pofla, ampak pač tudi, da kaj preberemo, volilno kampanjo in knjigo, ki je pač dokument. Kako je možno, da... Ja, veste kaj, knjiga Grimsova, ki je šla pred enim letom, ni doživela nobenih javnih negativnih kritik. Tudi mojo kritiko Mladina ni hotela objaviti kot članek, ampak je objavila kot pismo bralcev. Torej, desnica, jaz ne vem zakaj, ampak desnica ima določene privilegije v tej državi. Nihče ni prepovedal te pamflete, kot je recimo ta požarjev pamflet o Golobu. Nič takega. Ta knjiga pa je šla po cenzuro v Centralni knjižnici Slovenije, v Otonu Župančiču v Ljubljani. Ne. So jo cenzurirali, ni mogla biti predstavljena. In seveda, jaz, ki sem doživela 80., 70. in 80. leta in pa član 133, se samo režim, kaj drugega naj povem, ne? Da sem končno tudi sama doživela še enkrat to revizijo, bi rekli, tega, ampak to pa je v zvezi z položajem levice v Sloveniji. In če se spomnite praks, medijske praks, zadnjih, recimo od levica je legitimna v parlamentu kakšnih 10 let kot stranka, ampak ne govorimo o levici kot stranki, govorim sploh o levici, kaj je pač levo. Ne? Ko se pojavijo v medijih, jih tretirajo kot mladoletne otroke. In vse dokler ni pustil brke Luka Mesec, ta otroka, ne, kateremu se voditeljica Tarče pa se obrača kot otroku. Mislim, to je bilo neznosno, prostite, ampak to je bilo leta in leta je bila praksa, da mu ne dajo besedo, da skrajšajo tisto, kar ima povedati, da mu ne dovolijo, da replicira in tako naprej. In potem se pojavi kdorkoli z desnice, Černač, ki vsakemu krade besedo, govori 3-krat več kot vsi ostali, in pa to ni problem za voditelje, ker namreč v tem našem edinem javnem mediju se je ustalila ena res zlovešča ideja uravnovešenosti. Ne moreš na isti način tretirati nekoga, ki govori pametno in bedak. Mi je zelo žal, to ne gre. Ne? In pa stališče je treba dokazati, da je to stališče. Ni vse, kar se govori stališče, jaz imam stališče. Ne, nimaš, če ga ne znaš obrazložiti, mi je zelo žal. In to naj bi bil kriterij javnih medijev, pa ni. Ne? In to je velik problem, ne, da se pač ta neka
zelo poceni, nerazumljena demokracija uvaja, v kateri vsak, ki ima stališče, ima pravico tega povedati. Ne, nima. Če ni logično, če ni utemeljeno, če gre za očitno laž in sprenevedanje, potem pa to ni stališče in nima pravice, da se pojavi v medijih. Konec. Ampak te kriteriji očitno si ne upata ta naša javna služba nasprotno, uveljavlja ta uravnoteženost in uravnoteženosti se pač dovoljuje desnici veliko več kot tisti levi strani. Zaradi tega je tudi ta naslov, če hočete, se nanaša na javni mediji in sploh da niti ne govorimo o privatnih medijih, ki pač si dovoljujo še veliko, veliko hujše. In pa seveda je ključna zadeva v tem, zakaj pa niso plakati po Ljubljani, Nova knjiga. Zaradi tega, ker nikoli nisem imela tega statusa. Ne vidim, zakaj ne gre samo za Novo revijo iz 93. leta. Jaz sem iz Srbije odšla, ko je bilo obsedanje Vukovarja, kar je postalo popolnoma neznosno. In pa zadnje, kar sem doživela v Beogradu, je bilo, da sem jaz tista, ki sovraži vse srbsko. In potem sem prišla v Slovenijo in 2006 je Stane Granda na Univerzi v Novi Gorici, kjer so me povabili, da ponudim en program retorike. In jaz sem ga ponudila in je bil sprejet, ampak potem je na senatu Stane Granda pač rekel, da če me izberejo, kar pomeni tudi zaposlitev, da bo on v parlamentu zahteval ukinitev sredstev za Univerzo v Novi Gorici. In pa je argumentiral s tem, da sem jaz sovražim vse slovensko. Torej jaz imam, oprostite, ampak jaz imam 2 ordena. Jaz sovražim vse srbsko in sovražim vse slovensko. In bi lahko rekli, da sovražim vse narode. Jaz sovražim vse nacionalizme, žal. Tako da nikoli ne bom mojih plakatov z mojimi knjigami nikjer. Pripisujete lahko v bistvu vse to, kar se dogaja, ta strah pred, recimo, vašo knjigo, zdaj v danem trenutku, je to tudi del te histerije, ki se potem poraja na podlagi delovanja levega populizma, ki deluje konec koncev kot neke vrste kulturni projekt, in dejansko poskuša dolgoročno, ne samo v tem predvolilnem obdobju oziroma teh 4 letih, ampak že vrsto let, spreminja jezikovne navade, tradicijo, v bistvu spreminja tudi simbole. Konec koncev smo bili priča, da so naše državne simbole spreminjali poljubnost z lastnimi zahtevami. Je to tudi del tega, da pač enostavno, ko pride nekaj na tržišče, kar ne ustreza njim, zaženejo histerijo in potem so ogroženi vsi tisti, ki sodelujejo v tem procesu. Ja, seveda, to je običajni postopek, že svet, ki je bil samo postopek. Ampak veste, za mene je bil popoln udarec, tega pa res sem morala kar nekaj časa razumeti, zakaj gre. Da Janša obiskuje, obožuje, sprejema, ponavlja, falsificira pesmi Thompsona, za Boga milega. To je pa res neverjetno. V čem je problem? In edina rešitev, ki sem jo našla, je pač, da je popolnoma fasciniran z dejstvom, da je tam bilo 300 000 ljudi. In da je to tisto, kar ga je popolnoma fasciniralo, hipnotiziralo. Človek pa ne more drugače, kot da obožuje takšno situacijo in bi rad videl 300 000 Slovencev, recimo eno malo Ljubljano, bi rad videl na svojem mitingu, kjer bi on povedal vse, kar mislijo pasji kadavri in ostalem, kar ima za povedati. Torej, je ta vsebina, osnovna vsebina, ki se formira tukaj v Sloveniji, dobrim delom na Hrvaškem in pa v Srbiji, čisto eksplozivno, neverjetno, je, da je desnica izgubila vse kvalitete konservativnosti, ki je občasno imela kvalitete. In pa je postala tako izrazito prostaška, da je to neznosno.
gre za, če hočete, domače obnašanje. Kdo se pa v svoji hiši lahko obnaša tako, kot se desničarji obnašajo zunaj. A si lahko potem zamislite, kaj delajo doma ti ljudje? Nekdo, ki nosi mrtvega ptiča, ali kaj ta človek dela doma? Kaj se dogaja v njegovi družini, to je pa groza. Res napad, če hočete, ni več samo napad na razum, na misel, na izobraženost, na kulturo in na vse to, ampak to je napad na človekovo identiteto osnovno. In pa bojim se, da je to neka groza, ki je, seveda vidimo samo, ko se pojavi v kriminalni rubriki, ne v črni rubriki, ampak da to res uničuje življenje, tisto navadno življenje navadnih ljudi, revnih ljudi, tudi neprivilegiranih ljudi, pa posebej, ranljivih in tako naprej. Tako da ta krutost, neverjetna krutost, ki pride z prostaštvom, skupaj, je nekaj, ki zelo, zelo resno ogroža vsakdanjik. Ne gre samo za politiko, ampak gre za vsakdanjik, ker so se pač s temi akcijami nekako privlekli. In ko te ideje branijo brhka dekleta z ogromnimi dekolteji, seveda, na svojih podcastih, potem pa zadeva postane totalno groteskna. Imate mlada bitja, ki pač vidijo enostavno denar, nič drugega. Nič drugega ni motiv. Ne more biti drugega, ker so dovolj neumne. In tako ne razumejo drugega, ampak je tragično, da vidiš ta socialni, nek novi socialni sloj, ki bi zelo rada vprašala eno takšno dekle, kako se vam zdi, ko nekdo novinarko imenuje prostitutka? A je to v redu? In seveda ni odgovora, ni tistega trohice solidarnosti oziroma razumevanja. In to pa je, pravim, to je pač ta globoko urasla ta prostaška mentaliteta in to je zelo nevarno. V knjigi opozarjate na kar več mestih tudi to, da je pa odziv na vse te stvari, ki se dogajajo, z levosredinske strani premlahav, neaktualiziran, ker če se odzoveš takoj, verjetno še lahko v bistvu vplivaš na javno mnenje. Če se pa ne odzivaš, oziroma se odzivaš, ko to že nekje postane del neke resnice, če ponavljaš laž. Zakaj se vam zdi, da so tako neodzivni? Zakaj so ljudje neodzivni? Osnovni razlog je strah. Ne samo ljudje, politika, v bistvu, zakaj levosredinska politika ne reagira takrat, ko bi bil čas, zakaj ne prepreči v bistvu, da prihaja do teh ekscesov? Prvo, zaradi tega, ker smo pogoltnili, to sem že včeraj rekla, mislim, da je to zadeva, ki jo kar nekaj ljudi že piše o tem in govori. Pogoltnili smo tranzicijo, ki je bila neverjetno lažniva in nevarna vaba. Ta ideja, da bomo skozi čas spremenili inštitucije in mentaliteto tako, da sprejemamo vse, kar kapitalizem ponuja in s čimer ogroža ljudi, po mojem globokem prepričanju, kapitalizem ni za ljudi enostavno. Ne vem, za koga je, ampak za ljudi pa ni. In pa to prepričanje, da je pripeljalo do grozljivih idej, da reveži niso vredni, ker niso sposobni biti bogati. In naši mediji, za razliko od Zahoda, recimo od evropskega in severnoameriškega Zahoda, bogati se ne raziskujejo, ne pokažejo tako pogosto v javnosti, se malce držijo po strani. Naši pa morajo svoje modrosti oziroma neumnosti kar po medijih, po ogromnih plakatih, po tistih billboardih razkazovati svoje neumnosti in jo plačati. In to je situacija, ki izhaja iz tranzicije, ki je seveda v postsocialističnem svetu imela zelo poseben pomen. In je bila cel niz pravil, ki smo jih morali izvajati,
od katerih so nekatera še zmeraj veljavne v Evropi in so zoperstavljene ustavi Slovenije, ki je socialna država. Nekatera pravila, ki naj bi bila tranzicijska in evropska, so neposredno v nasprotju s tistim, kar naj bi bila osnova Slovenije kot države. Ne? In to je zelo resno. Tukaj se zelo jasno vidi, kako je tranzicija pravzaprav, kakšna je to, kolika je to bila laža. Ne? In pa v tem, da je recimo iniciativa za splav, da so aktivistke, ki so to delale, uporabile 3 leta, da pridejo do Evropskega parlamenta. A je to normalno? A naj bi bila Evropska skupnost demokratična unija, v kateri demokratične iniciative, torej iniciative iz ljudstva pridejo največ v 6 mesecev v parlament. 3 leta je bilo potrebno. Se pravi, da Evropska skupnost ima eno skrito stran, ki se je malo ljudi upa povedati, ampak jo moramo opisati, to je antikomunistična histerija. Žal. In ta antikomunistična histerija deluje na zelo velikem razponu različnih nivojev. Ne? V recimo situaciji feminizma, ki je pač neko polje, v katerem delam tudi, je to bilo izrazito. Po padcu socializma, socialističnih držav, ne mislim samo na Jugoslavijo, ki se je razpadla v teh katastrofalnih okoliščinah, ampak vzhodni svet, tako imenovanje, ne, ko je padal zid berlinski, se je kar naenkrat pojavilo tisoče feministk ameriških, ki so prišli v Evropo pojasnjevati ženskam iz vzhodne Evrope, Madžarske, Poljske, Češke in ostalo, kaj so ženske pravice. One, ki imajo 3 tedne za porodniškega, so Madžarke, ki so imele 4 leta. Ali pa vzhodnim Nemkam so pojasnjevale, kaj je žensko, kako biti ženstvena. Mislim, neverjetno, res. Prevajali smo samo Judith Butler in niti eno drugo avtorico. Mislim, bilo je res. Je bilo eno umje, ki je, dajmo pogledati zadevam, kako so. Vse te so bile plačane iz antikomunističnih fondacij. Ideja je bila ta, uničiti idejo socializma. Kako lahko uničiš idejo socializma, ki je genološko povezana z feminizmom? Feminizem je del socializma in ne more biti drugače. Nastal je socializmom skupaj. Ne more se to negirati. Torej, ta tranzicijska mentaliteta in posledice tranzicije, to recimo, da je Slovenija direktno uničila vso svojo industrijo in ne samo industrijo, ampak svoj ugled v kapitalističnem svetu s svojim dizajnom. In ko pomislite recimo, da tisti absolutno genialni dizajn telefona Iskrenega, da je propadel, da so ga ukradli. Niti prodali nismo, ampak so ga ukradli. In take zadeve, pa Rašica, pa Mura seveda, ki je bila pojem, evropski pojem mode. Ne? Torej ta prestiž, ki ga je Slovenija imela, se je izgubil skupaj z industrijo. In vse to zaradi tranzicije oziroma zaradi ideje, da bomo veliko boljše, če bomo nekaj prodali, da nimamo letalske družbe, da nimamo železnic in ostalo se poznate vse, ni potrebno, da posebej ponavljam. Ampak je res tranzicija je imela materialne posledice, ki so bile katastrofalne in pa psihološke. Ja, smo na strahu. Smo nazaj. Strah je posledica tega tranzicijskega občutka, da so reveži nevredni, da je to, kar se revežem daje, darilo, namesto da bi bilo plačilo. In pa končno ta mitologizacija dela na en popolnoma nov način. In to je, da so človekove pravice zasnovane na delu. Niso. Človekove pravice so zasnovane na tem, da je človek živ. Čim dlje in čim boljše. Nič drugega.
Torej, ta mitologija dela, ki je različna od mitologije dela, ki smo imeli v socializmu, kjer je pač delo bilo nekaj, kar posameznik lahko daruje skupnosti, v kateri živi. To je njegovo darilo, ne? To ni njegova obveznost. Ne se pa, da je v praksi bilo vsega, se vemo. Ampak ideja, recimo, prostovoljnega dela je bila, da državljan daruje drugim državljanom tisto, kar lahko, ne? Svoje roke recimo. Ne? Ena luštna, v bistvu meni prisrčen esej je bil tudi ko sva ravno pri feminizmu, o predlogu, da se ženski higienski pripomočki v bistvu financirajo, in potem ste prišli lepo do zaključka še okoli kondomov, ki so na voljo povsod, medtem ko je bil cel urnebes, če se malo tako izrazim, okoli tega. Ja, seveda, tako je tisto bilo. Ja, tako je ženska umazanija prišla v parlament. Ampak je ideja, seveda, idejo sem videla v praksi na mnogih angleških in ameriških univerzah, v straniščih imate točno to. Brezplačne pripomočke. Na ameriških univerzah, sicer ne vem, kako je na privatnih, ne spomnim se točno, ampak na večini državnih je pač tako, da univerza plačuje to. In ko so, recimo, nekaj let nazaj so v Angliji ugotovili, da v srednjih šolah so velike odsotnosti deklic. In zakaj? So končno pač ugotovili, zaradi tega, ker deklice ne prihajajo v šolo, ko imajo menstruacijo, ker nimajo sredstev, da plačajo pripomočke. V Angliji. Anglija je že dlje časa zelo blizu tretjem svetu, to vemo. Ne? Ko enkrat potujete po Angliji, pa vidite delavske dele, vam postaja zelo jasno, zakaj gre. Ampak je to situacija, v kateri smo prišli do res najbolj bednih rezultatov kapitalizma. In pa tisto, kar je kapitalizem še imel v 19. stoletju, kar je seveda Marx zelo ostro kritiziral in s polno pravico, je imel nekatere, če hočete, krščanske ideje so še bile ohranjene. In nekateri kapitalisti so še imeli utopične ideje o, recimo, celi vasi delavcev, ki jim ponuja vse, kar jim je potrebno. In pa delo v industrijskem kompleksu. To je ohranjeno v Angliji na kar nekaj takšnih mest, se spomniš, Božidar, ko smo jih obiskali, ki so še danes funkcionalne. In pa končno, ko pogledate tudi take naselbine v Sloveniji, ki so preostale pri Ptuju, ali pa v nekaterih drugih mestih, vam je popolnoma jasno, da ta socialna skrb, ki ima svoje poreklo v krščanstvu in v ideji človeka kot nečesa, kar je sveto, bi rekli, da je to izginilo. Tako da je kapitalizem tudi postal izjemno, totalno brez duše, brez krščanstva, brez kakšnekoli etične podlage, ki bi ga danes opravičevala. Ničesar ni ostalo. To, da recimo 8 ljudi ima več bogatstva kot ostanek planete, je pač nekaj, kar res. In ko so že Se zasluži samo revolucijo in ničesar drugega. Krščanstvo, se vam zdi, da je krščanstvo sploh še krščansko? Seveda je, za tiste, ki verjamejo. Jaz nimam proti temu. Mislim, govorim zdaj o krščanstvu v javnem prostoru, oziroma institucija cerkev kot taka. Ja, je Caritas. So nekateri ljudje, zmeraj bodo ljudje, ki so bolj ljudje kot drugi. Ampak in Vatikan je boljši kot katoliška cerkev Slovenije. Oziroma papež je boljši od Štumfa. Ampak smo v situaciji, da pač te svetovne religije so še zmeraj zelo vplivne in ne moremo nič drugega, kot jih tolerirati, dokler so. Konec koncev, veste, največji zaveznik gibanja zoper smrtno kazen
ki je končno uveljavljena v Evropski skupnosti, je katoliška ideja. Oziroma vsak papež je bil za to. Tako da v nekaterih zadevah, ja, zavezništva so možne in nimam nič proti. Tako da, ampak je treba najti tiste kristjane, ki so še kristjani, to je malo težja naloga. V bistvu, prej ste rekli, to se pravi, desnica v nekem prejšnjem pomenu besede in sedanja radikalna, torej konzervativna in radikalna desnica. Ki je popolnoma ateistična. Imamo potem takem tudi radikalno in konzervativno krščanstvo lahko. Veste, kaj desnica danes, takšna kot je, primitivna, vulgarna in nepismena, je absolutno ateistična v prvotnem pomenu, brez Boga. Brez božnic. Tako da je vse, kar je med cerkvijo in njimi, je samo čista dekoracija in pa zelo blizu tistega, kar bi imenovali nacionalne izdaje. Ker to je pač nekritično sprejemanje ideje fašizma in pa v tej situaciji seveda skrivanje antifašističnih gibanj in dejanj katoliške cerkve med vojno in pa solidarnosti katoliške cerkve v socializmu z sistemom, o čem vsi zdaj molčimo. Pa smo tega bili, zelo dobro smo vedeli, ker ogromno katoliških svečenikov ni hotelo podpisati peticije za smrtno kazen. Tukaj v Sloveniji 83. leta. Tako da. Vemo tudi, da tudi med javnimi osebami v Sloveniji je kar nekaj, recimo, tudi duhovnikov, ki se celo javno izpostavljajo in so, recimo, primer je pater Bogdan Knavs, ki je vedno na pravi strani, pač deluje kot človek, ne? In vendar, ne, se teh oseb ne prikaže kot svetu vzgled. Seveda jih se skriva, ne? In potem pa imate tistega pastorja iz vzhodne Slovenije, ki prenaša pomoč v Ukrajino. In pa še kar nekaj primerov je. In moja rešitev seveda malce utopična, ampak so ženske v cerkvi. Protestantske in ostale, ki bi lahko delovali. In nasploh, veste, protestantska cerkev bi lahko bila glasnejša s svojimi principi in svojimi idejami. Včeraj ste nam postregli z zanimivim podatkom, da se v 4 letih koalicija in opozicija, da sta se zedinili 3-krat. Kako si to razlagate, glede na to, da bi morali vsi delati za dobro ljudi? Veste kaj, to je normalna situacija. Ni nič nenavadnega, denimo v parlamentarni praksi, ki jih nekako zgodovinsko zamišljamo kot idealne, naj bi bila angleška, ta parlamentarna praksa takšna, ne. Je popolnoma normalno, da se v nekaterih zadevah strinjajo. In pa te trenutke bi lahko izkoriščali ena in druga stran, da pač na osnovi tega gradijo določene projekte, ampak to se ni zgodilo, ne. To slučajno so se dobili skupaj in jaz še zmeraj verjamem, da bi nekakšno osveščanje oziroma več kontaktov z desničarskimi ženskami pač pripeljalo do več takšnih situacij. Vendar se pa ravno tu ne pa pojavlja samo po sebi vprašanje, ne, kajti ti projekti, pri katerih so se zedinili, so bili običajno povezani v ozadju z nekimi silnimi denarji, ne, recimo. Ja. In to še dodatno spodbuja neko nezaupanje med ljudmi, ne. Ne bi veljalo biti ravno pri takih primerih bolj previden, pa potem iskati kompromise morda kje drugje, kjer bi pa ljudem vendarle lahko neko zaupanje vlivali, ne. Politika ene in druge strani, ne, ker ko bojo politiki se zanotili, bomo verjetno tudi mi lažje zadihali in gledali. Točno to, ampak je še en problem, tretji problem, ki se seveda umešča v slovensko politiko, in to je evropska politika. In evropska politika je do zdaj pokazala takšno količino slabega kompromiserstva in slabih rešitev in nesposobnosti, da ureja
zadeve znotraj Unije, denimo z Madžarsko, ne, v kateri se sredi Evropske skupnosti ustvarja prava diktatura. Ni nobenega dvoma. Orban je uspel realizirati pravo diktaturo in morda bo izgubil zdaj na volitvah, ampak ni 100%, niti najmanj. In pa sredi Evropske unije je bilo možno, da Orban posodi, on je 3-krat zmagal na volitvah, če se ne motim, in je predzadnjič in zadnjič je izkoriščal znanje 2 spin doktorjev, ki so Netanjahu osigurala zmago, in to, da bi zadeva bila še bolj groteskna, 2 Juda, en je že umrl, ampak ta 2 sta uspela s Netanjahu in potem je Netanjahu priporočal Orbanu, ta par, in oni so za ogromen denar, ki je seveda Orban plačal iz državnih sredstev, naredila kampanjo in je on zmagal. Katera je bila osnova te kampanje predzadnje? Orbanove antisemitizem. Kaj drugega? Najbolj uspešno, ne, zoper Soroša, ki je seveda mentor Orbanu. Ampak ideja, veste, da takšna perverzija pride, da pač končno vse, kar smo imeli kot emotivno kilometrino v zvezi z antisemitizmom, v zvezi z Judi, v zvezi s holokaustom in ostalo, moramo zdaj enostavno prepakirati in jasno opredeliti tudi svojo situacijo. In seveda Evropska unija tega ni sposobna. Evropska unija bi morala delovati in reagirati veliko hitreje. In največja sramota v zadnje čase, ki se dogaja v Evropski skupnosti, sicer se dogaja v Nemčiji in Avstriji, in to je direktno preganjanje ljudi, ki se javno govorijo v prid Palestini. Tisto, kar jaz poznam, je najmanj 10 ljudi z univerz, ki so izgubili pozicije zaradi tega, ker so se izjasnili za Palestino. Ne? In zoper ne za Palestino, zoper genocid. Enostavno. To nimaš kaj. To ne gre za politično opredelitev, karkoli, ampak gre za genocid, za Boga milega. Ne? Ki nam je končno, 70 let pozneje smo končno nekako ugotovili, da je holokaust vrhunsko zlo in da ne more biti nič slabšega, in potem zdaj pa nas obtožujejo, da smo, če smo proti genocidu v Palestini, da smo antisemiti. To ne gre. To pa res ne gre. In pa tudi v Sloveniji, vidite, zadeve morale biti veliko bolj jasno povedane. Prvič, biti antisemit pomeni sovražiti vse semite. Palestinci in Judje so semiti, eni in drugi. Tako da, o čem pa mi govorimo? O nejasnih pojmih, ne? Prvo, da niti ne govorimo o dejstvih, ne? Ki so tako grozljive, kot so. In genocid, kot vemo, še ni nehal. In zdaj se pa veselo uničujejo Bejrut, kar tako. In to v okviru napada na Iran. Mislim, res, da ta militarizem, ta genocidalni militarizem Netanjahov je nekaj, kar bi že zdavnaj moralo biti v Hagu, ne pa. Nekajkrat sem že poudarila, da knjiga ni enoznačna in mogoče bi se lahko dotaknili tudi ene velike težave, ki jo vidimo, mislim, da kar vsi, ki spremljamo kakorkoli dogajanje, pišmeuhovski odnos do mladine strani leve sredine. Desnica ima zelo lepo razdelano, kako se mladino nagovarja, znajo zmotivirati, znajo jo angažirati in jo tudi v bistvu vpeljejo v to svojo programsko shemo. Medtem ko je mladina, ki pač ne obiskuje cerkve oziroma ne izhaja iz takih vzorčnih okolij, prepuščena samo sebi. In potem imamo odrasli še v bistvu obraz reči, se jih nič ne zanima, ne? Kakšna je pa ta mladina. Ja, vidimo v Srbiji, da jih nič ne zanima, da ničesa ne vedo. Ne? Veste kaj, problem je, Levica je imela, mislim, da se zdaj izboljšuje, je imela problem, da
ni delala dovolj terensko. Vsaka vas bi morala imeti hišo levičarjev, da se ve, da je to hiša levičarjev, v kateri so kulturni dogodki, debati in ostalo. Tako je v Grčiji. V najmanjši vasi imate. Vsaka pa stranka ima svojo hišo in tam se pač dobijo, sedijo pred hišo, pijejo kavico in debatirajo. Ne. To bi levica morala imeti. In na vso srečo je zdaj boljše in to zahvaljujoč spet civilni iniciativi, predvsem pa inštituta 8. marec, ki je za tisto akcijo referendum o vodah zelo jasno pokazal, kakšna bila najboljša pot. In to pa je najboljša pot. Čeprav potem pa 3 leta rabijo, da bi prišli v Evropski parlament. To je nekaj, kar se je izboljšalo. Levica zdaj, tudi stranka Levica, veliko več dela na terenu in jim obiskuje in to so začetni koraki, moralo bi biti nekaj, kar je utemeljeno, da se ve, da se točno ve, kje je Levica. Topografija Levice bi morala biti jasna. Torej, to je en od postopkov. Drugi postopek z mladino je, kako desnica pač se obnaša. Tiste najbolj goreče in najbolj debilne pušča v prvo vrsto v javnosti. In oni pač delajo svoje ekstremno delo. Ozadje tega pa je povezava z neonacističnimi skupinami. To je neznano, to je skrito. In pa ta knjiga, ki je pravkar šla, Borisa Bezjaka, se ukvarja točno s tem. Še ena knjiga od 600 strani, zoper desnico, ampak popolnoma drug pristop, on pa raziskuje točno te povezave, prisotnosti, kje so neonacisti, kateri so, katere skupine, na osnovi predhodnih raziskovanj, recimo Erika Valenčiča. To Deličeva. Ja, tako da, točno, tako da imamo zelo dober, še eno zelo dobro topografijo desnice v Sloveniji, oziroma prave desnice, ki jo desnica skriva. To je čist druga situacija in druga pozicija, ne politična. V bistvu, to smo že včeraj tudi povedali, kako je mogoče, da se stranka, bom rekla, pač konkretno, ki v svojem imenu nosi demokracijo, za vsak poskus stopiti v bran demokraciji, odzove, da je to levičarska sfera. Kako si to razlagate? Ja, to je pa zelo, ti prehodi od socializma na desnico, to je socialističnega v desnico, to je zelo, zelo dobro znano in veliko še bolj znano v Evropi, ker hočejo SDS ven iz socialdemokratske skupine in z dobrimi razlogi, se tam res ne pripadajo. To samo lokalno lahko gre kot parola, ne, kot slogan oziroma spin, da pač je vse radikalna levica. Danes levica ni več radikalna. Žal. Današnja slovenska levica je nastopa v tem predvolilnem obdobju kot razumna sredinska stranka. Ste opazili? Pametno, koristno, morda zmagoslavno, zelo upam, ampak to je zelo, zelo daleč od radikalnega. Tudi Kordiš sploh ni radikalen v svojih mnenjih. Ne upa si reči, recimo, da je anarhija dober sistem. Ne upa si. Čeprav to točno ve, da je pač anarhija, anarhisti so pač organizirali nekaj od najbolj stabilnih družbenih sistemov, ki jih poznamo med špansko državljansko vojno, pa zapatisti, pa še nekateri drugi primeri so, pa enote, etnografsko raziskovane enote v Afriki, kjer vlada neposredna demokracija, ker se moški ukvarjajo s ceremonijami, ženske pa z ekonomijo in tako naprej. Torej, o tem se nihče ne upa povedati niti besede, še zmeraj ne. Tako da, jaz nimam nič proti, naj zmagajo na volitvah, potem bomo še nekako o tem spregovorili, ampak radikalnosti ni. Mi nimamo radikalne leve stranke. Pravzaprav, veste, paradoksalno se jaz veselim pojave Kordiša, kar to pomeni običajno zadevo na levici in to je sektaštvo. Ja, seveda, dajmo čim več.
čim več prostora sektom levičarskim, tako da dobimo več. In potem seveda v parlamentu se nekako že dogovorijo, da skupaj nastopajo, se morajo. Ampak je problem v tem, da res nimamo radikalnih levičarjev, čeprav obstajajo med mladimi, ne slišimo. In to je velika škoda. Morali bi imeti svoje časopise, svoje stripe, svoje filme. Morali bi biti prisotni v kulturi in občasno vidimo režiserje srednjih let, ki so bolj radikalni kot katerakoli levica v tej državi. Notranja cenzura. Ja, seveda. Prilagajanje, ja. Danes sem prebrala eno objavo javne osebe, ni pomembno katere, ki se je v samem začetku objave najprej opravičevala za to, da bo izrazila svoje mišljenje o volitvah, da pa vendarle ima pravico tudi sama povedati, kaj se ji zdi prav in kaj ne. In to je bilo že skorajda prebrano kot dejanje poguma. A smo res prišli tako daleč, da zunanje cenzure sploh ne potrebujemo več, ampak da vsak pri sebi premišljuje, kaj bi bilo pametno, dokdaj bi bilo pametno, pa v kakšni besedni izbiri in tako naprej. Ja, seveda, ker lahko pričakuje tudi to, da bo jutri nekdo objavil njene fotografije, trdil, da ima 5 ljubimcev in tako naprej. Ampak kje pa je tu pravosodje, pa kje so tu... Nikjer. Jaz sem pred kratkim, prejšnji teden, sem šla na policijo z grozilnim pismom, ki sem ga dobila, in s podatki o telefonskih grozilnih pogovorjev, ki sem jih imela. In ta, ki me je telefoniral, je mi pustil tudi ime, številko telefona, torej nič se ni skrival. In potem smo prišli do tega, da je najbolj racionalno, da jaz dam te podatke policiji, pa bo policija že, ko bo na terenu, pač bila pozorna na te ljudi. A je to rešitev, prostite? Ne, ni rešitev. Na drugi strani pa seveda ne želimo si preveč represivne policije. Iskreno povedano. Torej, kaj narediti? Po moje bi inštitucije cenzure interneta, mislim, da ne bi bile efikasne. Vidimo, kako internet funkcionira, kako pade na pamet nekaj bogatašov, ki pač kontrolira vse nas, da ne bi bili slučajno v neznanju o tem, kaj se nam dela, s tem, da sodelujemo na internetu. Ampak bi morali imeti nekako civilno službo, ki bi takoj po pojavi bota oziroma takšnega na določen način ga izločila, prikazala v javnosti, tako kot je bilo s tistimi posterji nekaj let nazaj, in pa delovala po svoje, torej služba državljanov, ki bi bili navajeni na to, da takoj reagirajo, ne samo po njih napadajo, ampak vsakega drugega, kar opazijo pač na spletu. Da takoj objavijo, da obstajajo forumi, na katerih se objavljajo samo laži in imena tistih in izjave tistih, ki govorijo v sovražnem govoru in tako naprej. Da jih potem razglasijo tudi za junake. Ja, je to. Tako nekako. Zdaj, mi dve sva se zaklepetali. Še vas mačkan pozovem, če koga karkoli zanima, ali prepustimo še naprej besedo Svetlani, ker... Zelo zanimiv je. Zelo zanimivo. Ja, jaz uživam, moram priznati, predvsem vas pa občudujem, ker vse poveste z nasmehom. Mi smo vsi... Kako pa drugače? No, odlično, čudovito. Mi smo zaskrbljeni. To doma del. Tako. Jaz imela eno vprašanje glede teh žensk iz desnice. Jaz pač delujem na področju podeželja malo in vidim, da je v bistvu informiranost njihova izredno slaba. Zdaj, zadeva je, jaz sicer nisem jih direkt spraševala, ampak verjetno medijska, se pravi, da gledajo samo te medije, 24 in tako naprej. Drugo je tudi, da bila pred leti narejena neka raziskava, ki sicer zdaj pa ne najdem, da je zelo veliko žensk na podeželju čisto odrezanih od ostale skupnosti.
da v bistvu 20-25% žensk na podeželju po 6 mesecev nima stika z nekom izven družine in cerkve. Zdaj, takrat je bila raziskava narejena, ki je bila LMŠ vlada, pa se ne najde zdaj teh številk, bile so pa javno predstavljene na Agri. In lansko leto na Agri sem jaz imela za te ženske na podeželju neko predavanje, bolj podjetniško, ker mene za take stvari vabijo. In sem ugotovila, da one nimajo informacij glede zakona o dolgotrajni oskrbi, ampak tudi teh osnovnih ne. Seveda mi v dolu spodaj so imeli vse stranke tudi svoje te razstavne prostore in sem šla jaz pač po mojega sošolca z gimnazije. Sem gor pelala in sem rekla, zdaj pa prosim, zmenite se, ne. Na SI poslanc, nekako pride do take dezinformacije, ne, da je moj mož že od septembra 2024 zaposlen kot družinski oskrbovalec pri moji mami, tukaj mi pa tle 20-25 žensk, ki imajo doma po enega ali dva svojca, govorijo, da ni še nič iz zakona o dolgotrajni oskrbi, kar pomeni, da so z lažmi prekrajšali za osnovne človekove pravice in konkretne prihodke v družine na podeželju, zato da bi se prevzem kmetij začel lažje izvajati in tako naprej. Da ne bi več mladi hodili po dohodek v doma, ker bi lahko bil ta dohodek doma. Zdaj, nek večkratna škoda družbena. In mirno so začeli z besedno igro. Ne, mi nismo rekli, da še nič ni o dolgotrajni oskrbi, ampak oskrba na domu še ne deluje. Pa sem se rekla, kako oskrba na domu? Oskrbovalec družinskega člana izvaja oskrbo na domu. Ja, ampak v zakonu je to druga storitev. Vse, kar ne me zafrkavati z besedno igro. Ne, se pravi, v bistvu se vidi, da ta manipulacija, vedno se lahko oni zmaže, se nismo nič zlagali, nič narobe rekli. Zdaj pa tako, ženske na podeželju se zdaj pomlajujejo, doma ostaja bistveno več, ko se reče, izobraženih žensk na podeželju, ki bodo seveda to statistiko, če bodo imeli širšo družbeno podporo, hitreje premagale v tem smislu, da bodo lahko vzgojile svoje otroke drugače, rečemo. Ampak seveda, kako jim pristopiti? Se pravi, kakšna metoda pristopa bi bila tista, s katero bi jih lahko najbolj angažirali, da ne bi se vtikovali v njihova politična prepričanja, ker če pademo desno, levo, pol moramo začeti razlagati, da je pač Jezus socialist, pa jaz zgubim znanje, ker nisem izobražena v tej smeri, izbrala bolj neko praktično metodo, ne? Absolutno. Samo praktična metoda. Mi smo zdaj dobili razpis vsebinski center za človekove pravice v Impact Favelju, kjer bomo imeli prav to nalogo delati z podeželskimi nevladnimi organizacijami, s poudarkom na ženskah in na mladini. In v bistvu, če imate kakšno idejo, kako v bistvu praktično, ali to besedno je čez hrano, čez prenos znanja na gastronomiji. Vaša hiša, ampak ženske, ki so na terenu. Jaz se spomnim v svojih praksah v Grčiji, nemogoče je priti vaškim ženskam. Ker seveda, če se začne debata, recimo v kavarni vaški, bodo samo moški. In jaz imam pristop, ker sem tujka, ker govorim grščino, sem v redu, ampak da bi imela kontakt z ženskami ni šanse. In potem sem si mislila veselino in sem se usedla in začela nekje nekaj delati, veznek, in potem so mi prihajale, pa so me vprašali, kaj je to, kaj jaz delam, in potem si začne pogovor. Torej, edino na ta način, ženskam pri tako, da njih sprašuješ za nasvet, pokažeš, da ti delaš točno tisto, kar one delajo, in potem se začne pogovor. Šele potem, nikakor ne začeti s politiko. Ne obstaja ta svet. Človekove pravice so jim za njih politika. Seveda jim popolnoma jim ni jasno, ampak če začnete na drugi strani, pa seveda s humorjem, ne da bi bili avtoriteta, pričate o svojih napakah in tako naprej, potem pa ja. Imela sem tudi neko prakso na Nizozemskem nekaj let, sem živela v delu Amsterdama, kjer so izključno migranti, in sem živela pri neki bosanski družini, mati, hčerka, in potem sem obiskovala različne skupine, da bi z njimi nek kontakt vzpostavila. In
povsod je bilo možno, razen z Maročankami. Absolutno nobene šanse. Ko sem dobila prvi termin za sestanek, je izgledalo tako. One vse govorijo francoščino, jaz govorim francoščino. Ampak jaz sem imela žensko, ki je mojo francoščino v francoščini povedala ženskam, ki razumejo francoščino. Takšen odnos je bil. In potem seveda cilj je bil, da dobim ženske, ki bodo javno nastopile. To je pa res nemogoča misija bila. In potem je izgledalo tako, da sem jih pač vprašala za očeta. In potem, če je oče center zgodbe, potem se odprejo. Potem pa povedo vse sorte o svojem očetu. To je pravljica. Ampak ni pomembno, one govorijo o svojem očetu in potem iz teme očeta se pa lahko pride v druge teme. Ne? In na koncu mi je uspelo, da sem dobila mlajšo žensko sicer, ki je javno nastopila, ki je javno govorila o svojem položaju v javni ustanovi, v alternativnem kulturnem centru in tako naprej. Torej je treba izvleči tisto, kar hočejo povedati, kar prvo bodo govorili o tem, kar smejo povedati. Ne? In potem, ko so enkrat v praksi, potem se odkrijejo tudi druge zadeve. Ne? Torej, treba najti tiste, ne? Kdo je bil oče, kaj se mu je zgodilo v življenju, kako je upravljal z domačijo, ne? In tako naprej, iz tega pogovora. Ne? Tako da, to so moje izkušnje, ki sem jih imela. Ne? In pa še eno izkušnjo sem imela, ta je pravzaprav bila najbolj komplicirana in to je pogovarjati se z bosanskimi ženskami. Bil je nek sestanek, ki je začel kot debata o tem, ali bomo organizirali žensko sodišče, posebej za posilstvo, in to ni uspelo. Mednarodno ni šlo. In potem smo ugotovili, da takšno sodišče obstaja. Starejše pravnice iz zahodnega sveta so organizirali kar nekaj takšnih. Obstaja mreža, obstajajo sojenja in obstajajo obsojeni. Ampak mi tega pač nismo imeli dovolj podatkov in potem smo se pogovarjali direktno o posilstvih in to je bilo praktično nemogoče. To je bilo zelo, zelo mučno, zelo težko. Prvič sploh povedati to zadevo. Ne? Tako da začeli smo z uporabo ruža oziroma make-upa. To je bil pogovor. Pogovor o make-upu. Jaz vidim, da je ta ekonomska pismenost tudi ena taka osnova, nepismenost. Absolutno, absolutno. Mislim, tukaj zraven Ljubljane, mlajši sicer od mene, se pravi, mama ni mogla biti dosti starejša od mene, lahko da je bila 10 let, ampak še vedno ni bila stara čez 80. Dediščina direkt na sinove, sploh ne na njo, čeprav je sam mož umrl. In mirno je rekel so pri meni bil takrat zaposlen, da je kako pa mama ni nič podedvala, prav vse jaz dovolim kurje jajca prodajati. Mislim, Medvode pri Ljubljani, ne neki tam Bog zalečima, ne. Kar pomeni, brez pokojnine, ker kmetija ni nosila dvojne dohodke in zdaj v bistvu otroci, ne, tudi s premoženjem, v bistvu na robu, ne. Ta finančna pismenost je v slovenskem prostoru izredno nizka, tudi zdaj se je začelo s tem govoriti, da bi ženske, mislim, da bi se razumeli, da če kmetija nima toliko pa donosa, pa če treba nek drugo stvar najdeti, ne pa rint, ne, ker nimamo take zakonodaje, pa bi mogla biti vdovska penzija 100%, ne pa 60%, če se že tako gremo, ne. Ja, eno od zadev bi sigurno bila, da država financira žensko, individualno v družini, ne družino, ampak žensko v družini. Da skrbi za določen del, recimo vrt, samo za da je dovolj za družino. To bi bila, recimo, ampak samo ženska dobi, ne moški, ne družina. To se lahko izpelje. To recimo imajo na Islandiji in še v nekaterih drugih državah. To obstaja, torej denar se ne daje kmečki družini, ampak se daje kmečki ženski. Da ona z njim izključno edina upravlja. To je eno od možnosti. Grozljivo poslušati, v bistvu, kot bi se pogovarjali o nekem delu nerazvite Afrike, ali ne vem. Tukaj so bile na socialni aktivaciji turške ženske,
In ko sem gotovo, kako oni imajo komando v svoji roki, se lahko samo učiš. No, se A imajo? Oja, oja. In sem bila med njimi, ki so imeli ta svoj praznik, da je te stvari dol. In so pač sliko pokazali, poglej, ker se en otrok se rodil v času socialne aktivacije. Glej, ta prav Turk. Ki so malo zahec, malo zares, ker je sprašovan fotor podoben, ne? Ta bajsek. In oni imajo komando bistveno večjo, se pravi, in oni v bistvu to komando imajo konkretno iz finančne pismenosti, konkretno iz vere. Iz vere. Mislim, jaz se bojim, da tudi ta predlog, da se jo konkretno financira, ne bo padel na plodna tla, ker bo šlo v skupen budžet in je to že po naši mentaliteti. Če moraš začeti finančno pismenost, ne? Ja. Vse Turkinje so dobile volilno pravico 34. leta. Pred nami. Pred Ja. Pred Evropo. To je tisto, kar v bistvu Daleč mislimo, pred da smo mi Evropo. bolj razviti. Ja. Ataturkova politika, ne? Atatürk. Ja. To je to. Ja, nekatere karakteristike te Atatürkove politike pravzaprav so zelo podobne socializmu. Enakost, enako žensk, volilne pravice, pa uvajanje latinice, pa vse to. Vse so te. Na drugi strani pa krutost. Poboj Armencev, poboj Grkov, vse so te. Mogoče bi za zaključek povedali še v bistvu svoje sporočilo oziroma rdečo nit, ker ste včeraj to tako lepo zapakirali, da vam sploh ne morem vzeti te besede, je bilo res fenomenalno. Če bi jaz bila v parlamentu, pa ne bom seveda, ker imam precej malo časa, tudi če bi imela možnosti, pač ne cenim izgubo časa tega tipa, bi jaz nastopila z celim seznamom majhnih potez. Ena je recimo, da Slovenija ima dovolj denarja, da zgradi bivanje za vse brezdomce, ki jih imamo. Da vsi imajo sobo. Tako kot na Finskem zdaj. Vse na Finskem je to vprašanje preživetja zimi, oziroma 6 mesecev. Ne moreš preživeti enostavno, ne več. To je ena. Druga, recimo te ženskam. Finančna sredstva za osebne projekte in za hišne projekte na osnovi raziskav. Torej, če hočete, bi zaposlila cele generacije sociologov in antropologov, da se pač po vseh vaseh naredijo raziskave. V Sloveniji je ogromno pogrešb, po Sloveniji v vsaki vasi je toliko znakov revščine, na koncu zapuščena hiša, v kateri veš, da živi samo ena oseba, ki je na meji lakote in tako naprej. Torej, to registrirati in potem posebej od primera do primera. In seveda tiste vaške hiše, levih strank. In morda paradoksalno, ampak če bi bilo več pismenosti, več izobraževanja, bi se morda pojavila kakšna solidna centralna konzervativna stranka in bi imela pamet, da nekaj predlaga, da nekaj naredi skupaj z ostalim. In seveda daljši prihodnosti ukinitev parlamentarne demokracije, kar nima smisla. Pokazala se je kot nefunkcionalna. Ne? Mi rabimo nekaj drugega. Slovenija je majhna in ima možnosti razvijanja demokratičnih vsebin in inštitucij, ki so zasnovane na neposredni demokraciji in na pač interesu skupine. Majhne skupine, od majhne skupine pa naprej. Tako da parlament, da bi bil recimo nekakšna tribuna dobrih misli, filozofskih razprav in tako naprej. Anarhističen koncept. Sam Ja. misliš reč. Že obstaja. Ja, to je. Jaz bi samo še eno vprašanje imela, zdaj ne prešila. No? Pri tem konceptu dan današnjega, ko se študij skoraj da že podrazumeva, da vsi otroci gredo na fakulteto v večini, skoraj, opažam trend, da je pa
porast otrok, ki ne zaključijo niti osnovne šole. Ja, seveda, In je to pa vemo. na drugi strani tega, čim prideš malček iz Ljubljane, se to začne dvigati, tako kot ste rekli, ne, v bistvu problematika žensk, tudi ta problem postaja vedno bolj pereč, ker Ja. šola vemo, da je manj zahtevna v danem trenutku, pripomočkov je bistveno več, kje je potem ta v bistvu razpoka nastala, da se dogaja ta trend negativen. Jaz bom zelo pristranska, tako kot včeraj. Razpoka je nastala, ko je Evropska skupnost šla v modernizacijo šolstva in enostavno odrinila klasično izobraževanje, se pravi grščino in latinščino, ki so pomembne za razvoj možganov. In pa seveda teksti dajo primere državljanske drže in državljanskega obnašanja, ki ga ne najdemo nikjer. Tako malo je tega. Je seveda kar nekaj ameriških tekstov, angleških tekstov, pa seveda francoska revolucija je dala to neverjetno obilico tekstov o spremembah in o enakosti, ampak v primerjavi z antičnimi teksti in z bogastvom, ki ga ponujajo, in seveda z dvomom, s kritiko, ki jo ponujajo, je čisto neverjetno. In to je izgubljeno. In to je velika škoda. Tako da, ko bi bila mlada mati danes, bi morda poslala otroka v katoliško šolo, da se nauči jezikov in da se upre vsemu drugemu. Ker to je tisto, kar res pravi intelektualce preteklosti, ki jih poznamo. Ne? Da so z ene strani opresija, z druge strani pa pot k svobodi. Ne? Tako da to je področje, v katerem smo izgubili tisti, če hočete, tisti dodatek domišljije, svobode, ki smo ga imeli z klasičnimi jeziki in s klasičnimi teksti. In seveda ne pozabiti, zadnjič, ko sem v angleškem parlamentu slišala starogrščina, je bila, ko je Neville Chamberlain prišel iz Münchna in citiral Antigono. Torej, on je bil pacifist, nič drugega, zelo umirjen pacifist in je poskušal pač nekaj narediti, s tem je naredil ogromne napake, ampak to ni bila najbolj usodna napaka. Usodna napaka je bila to, da je o Hitlerju je zahodni svet pisal. Ko danes berete recimo te časopise od 38. do 41. leta po celi Evropi, vključno z bivšo Jugoslavijo, pač najdete eno osebino, ki jo sicer cenimo, ki je v tem trenutku bila usodno katastrofalna, in to je objektivnost. Objektivnost. Najti dobre elemente v Hitlerjevi politiki, ne? Namesto da se to negira od začetka do konca, brez kakšne objektivnosti, brez pristopa, brez možnosti, da se on odbrani na kakšen koli način. Ne? In to je pač problem, s katerim se srečujemo danes, ko vidimo Trumpa. In to, a bi recimo v 80-ih letih nekdo med nami, ki smo bili mladi, v tem času pomislil, da je lahko mogoče ta scenarij, ki se zdaj dogaja. Se bi rekli, dajmo, to ni niti za strip, to je slabo, to nič, ni za nič, ni dober zaplet. Pa se nam dogaja. Ne? Tako da je treba biti zelo, zelo pozoren in kritika nikoli ni dovolj ostra, ko gre za poskus diktature. Ne? Poskuse diktature imamo povsod. V Sloveniji, v Srbiji, v polnem cvetenju diktature, ki se zdaj dogaja. Ne? Tako da... Bo treba še pisati in se še veliko pogovarjati, še kakšno aktivnost dodatno uvesti zdravo. Jaz upam, da nam ne bo treba kolesariti, ne, s to mislijo zaključimo, oziroma da bomo kolesarili v rekreativne namene. No. In da ko bomo pa že kolesarili, ne, tudi pod aktualno vlado,
bo zagotovo za boljši namen, kot kolesarimo pod drugo vlado. No. Tako da ne bo to neka rdeča nit potegnjena današnjega. In, če koga zanima knjiga, je pa seveda tule. Tako da gospi bomo pa še podpisali eno. Ja, seveda z veseljem. Sem, da grem jaz po kulico. Kje so jo dali naročiti? Kako? Kje so jo dali naročiti? Pri Ani. Ja, seveda, pri Ani Jug. Ja, seveda, ja. Jaz moram reči, da imam jaz v naši ekipi 60 zaposlenih, siguran 70% volivcev SDS. Večina med težkim ljudi. Invalidi. Oni verjamem vse. Ja, oni vse verjamem. Tako sem zdaj prav pripravila, koliko pred volitvami pač povem, ne, ker smo pač polno izplačali regres, kaj pač zdaj se govori, da bodo ukinili, da bodo oni mogoče razumeli v finančni pismenosti, Ja, samo tako da ukinejo sami sebi Ja, določeno pravico, ki je bila pač da, njim no. dana, ne? In smo jo mi izpolnili kot delodajalci, ne? Se nismo upirali, ne? Zakaj govorijo, da je to, kar je zdaj bilo narejeno, slabo za delodajalce, če smo delodajalci izpolnili te stvari, da oni mogoče to razumejo, če mi bo ratal, ker je v bistvu seveda zdaj trenutno pri nas Bog ne daj, da kdo karkoli meni od politike, ker se med delovnim časom skregajo, stepejo, to je grozljivo. To v bistvu po vseh teh stvareh pride ven tako v bistvu vidiš, že ta pismenost, ne, ta razumskost problem. Ne. Se pravi, ta najnižje izobraženi ljudi, ki nimajo širšega pogleda, bodo pač govorili kot slepci, ne, nekaj, kar ni res. Ne. Če bi obstala davčna reforma, bi imel pa jaz 8.000 evrov na leto več. Ne znam plačilne liste prebrati, ne ve, kaj je dohodnina. Ne. Nobenih teh podatkov mu ne moreš. Ne. To so verniki. Ja, ne, to so v bistvu, to je realno ni, to je v bistvu struktura v prebivalstvu, ki pač nima kapacitet intelektualnih ali pa dotika informacij, kjer pač v bistvu nekdo z njimi manipulira. Ne. Pa to so tudi nižje izobraženi Absolutno, to so ljudje, ki imajo statuse. Šolo in je potem pač ostal na kmetiji in za kmetijo skrbel. Ne, to so Ljubljančani, prosim lepo, to v bistvu Ja, Brez v bistvu kmetije. vidiš, da je ta struktura prebivalstva, ki je v bistvu bila zaradi nekih bolezenskih stvari ali pa psihičnih bolezni in tako naprej, pač nekako odrinjena od določenega izobraževanja, osveščanja. Ne? So jih naučili higieno, umiti se moraš to upatreti, teh stvari presojati pa ne. In smo imeli eno Romkinjo, ki zdaj to družbeno koristno dela, smo imeli, ona je v hipu enega prepričala, da je šel za eno telefon kupiti pa tako naprej. Ne? V hipu, ne? Ni nobene te presoje, ne? Verjamejo naivno, ampak to ne, mislim, takih ljudi je tok in tak procent, ne? Se pravi, bi mogli realno usposabljati, izobraževati v neko samostojno finančno pismenost, neko, ne vem, čisto preprosto stvar. Ne? Oni ne morejo razumeti besednih iger, ne? Oni rabijo preprosto branje, oni rabijo, mi nimamo gradiva za ljudi za preprosto branje, pa imajo volilno pravico. Ne? Oni preberejo to dobesedno kakšno stvar in mislijo, da je to res. Oziroma slišijo, niti ne berejo. Branje je zelo redka beseda. Pa rečeš, kje smo to prebrali na Googlu? Pa veš, kateri medij? Ne, to pride. Ja, seveda. No, pri neizobraženih najbrž ni nobene dileme, nimajo izbire, ampak mene skrbi intelektualna sfera, kjer je pa proti pričakovanjem velik delež Mislite, da je to? ljudi, ki so... Jaz sem Tukaj je ravno dvakrat je bila uporabljena beseda z medicinskega vokabularja, mentaliteta, psihologija, pa zdravje in še nekaj podobnega. Ne? Včasih je bilo to prepovedano razlagati družbo z
medicinskimi izrazi. To se spomnim, da tega nismo smeli početi. Ne? Točno. Ampak jaz danes nimam druge razlage kot to, da je določen procent družbe, kaj s tem 20% ali koliko je že teh, ki volijo SDS, preprosto boln. Ne? Da je to Psihoze. ja, karkoli že. Saj, Teža, psihoza, vse ker so. druge razlage, se med njimi nekaj pametnih ljudi, ne? Druge razlage za te pametne ljudi nimam, kot to, da je nekaj preprosto globoko narobe z njimi. Ne? No in ko ste na začetku rekli, da je zadaj za vsem sovražnim govorom teorija, Goebbelsova ali čigarkoli že, jaz pri desnici zelo kakršnokoli teoretičnost pogrešam. Kadarkoli pridejo s teorijo na plan, je to levičarska teorija, ki so jo ukradli in potem vzeli za svojo, ko da rečeš, ti si fašist. Ne, ti si fašist. To je ta otroška logika, tudi pri vnukih vidimo, kako to gre. In ko nekdo reagira tako kot otrok, ki se pri 3-4 letih že zna bojevati na ta način z besedami, potem si rečeš, z glavo teh ljudi, torej z psiho teh ljudi, je nekaj otroškega. Torej niso dozoreli, niso čustveno dozoreli. Oziroma so navajeni, da je to nagrajeno. Ja, še ne veš, kako so povedali. Ja. To je nagrajeno in to je po Pavlovu. Jaz Če je nagrajeno, bom še naprej. Ne. No in bojevati se s takimi seveda nesmiselno. Jaz imam neke izkušnje glede na to, kako se z polno luno ljudje aktivirajo, kadar imaš kakšno forumsko skupino, kadar je polna luna, takrat začnejo bombardirati s kakšnimi motenimi dopisi. Preprosto se jim utrga in mora dati nekaj iz sebe. Ne? In take ljudi, taki samo čakajo, da se spusti z njimi v spopad. Tvoje vprašanje je bilo, kako odreagirati pri lunatikih oziroma pri ljudeh, ki se grejo flaminga, počekanja. Bog vari se spustiti v besedni boj z njimi, ker imajo ves svoj življenjski čas na razpolago za to, da so te našli in da te potegnejo s sabo v svoje globine. Prav v globine te potegnejo. Potem je rešitev to, da se ukvarjaš s popolnimi drugimi rečmi, greš po svojih opravkih in poskušaš živeti tako imenovano normalno življenje. Prej si rekel, ti si fašist, ne, ti si fašist, to mi je dalo krasno iztočnico. Včeraj smo pač o konzervativni desnici pa o naši desnici razpravljali, torej o radikalni, in sem jaz potem si danes vzela za nalogo, da sem pač primerjavo naredila. In dejansko pač samo kakšna je razlika, in sem to objavila. In je prva stvar, ki je bila, sem dobila odgovor, da tako prefinjeno sovražnega govora še niso uspeli prebrati. Je bilo samo pač specificirano, kaj je ena stran, kaj je druga stran. In če že piše na obeh desnica, vse nekje bi se moral v nekem delčku poistovetiti s to desno, ampak ne, v bistvu so bili užaljeni, ker je bila radikalna desnica omenjena kot negativna plat. Torej so se pač s tem delom poistovetili. Tako da, ti si fašist, ne? Ti si, ja.